Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 21. april 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? O razlogih za velik izliv nesnage v Dravo. Levi pol napoveduje odhod v opozicijo, desnica pa išče mandatarja za sestavo vlade. Mariborske odbojkarice danes za 18. naslov državnih prvakinj. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. V Mariboru je včeraj odjeknila novica o domnevnem izlivu nesnage v reko Dravo. Na Večeru so sodelavke in sodelavci vso popoldne do večera zbirali informacije o dogodku, bržkone bo tako tudi v naslednjih dneh. No, zdaj pa za pojasnila prosim Barbaro Bradač. Barbara, kaj se je zgodilo? Je bil preplah, ki je sledil objavi videoposnetka na družbenih omrežjih, upravičen? Pozdravljen, Miha. Po dosedanjih informacijah je med zelo močnim in nenadnim nalivom prišlo do prelivanja vode iz kanalizacijskega sistema v razbremenilnik, torej v iztok, ki se ob preobremenitvi sistema sprosti v reko. To preprosto pomeni, da je bilo vode v kanalizaciji preveč, zato je del mešanice deževnice in odpadnih voda stekel v Dravo. Šlo je torej za kontroliran izpust, da ne bi zalilo mesta ali poškodovalo sistema. In šlo je za mešanico deževnice in kanalizacije, da tudi fekali. In preplah je bil vsekakor upravičen. Posnetki, smrad, temna voda, papirnati ostanki, to vedno zaskrbi občane in prav je tako, da so opozorili na dogodek, kajti v takšnih primerih ljudje zelo težko vedo, ali gre sedaj za običajen razbremenilnik ali za nezakonit izliv. Zato je odziv javnosti popolnoma razumljiv in pravzaprav pohvalen, da jim je mar, da so pozorni, kaj se dogaja v naravi. Omenjeni posnetek je v ljudeh zbudil skrb, tudi očividka, s katero si govorila, je bila pretresena. Je bila pretresena, kot praviš. In tudi njena reakcija je povsem razumljiva. Če ste si ogledali posnetek, gre res za močan curek, ki sprošča v Dravo takšno temno snov. Očividka je povedala še in opozorila na zelo neprijeten vonj. Za nekoga, ki to vidi na lastne oči, je torej povsem logično, da posumi na fekalni izliv. Seveda, tudi če pristojni zdaj pojasnjujejo, da je šlo za prelivanje ob nalivu, to ne spremeni dejstva, da je prizor deloval resno in zaskrbljujoče. Kaj javnosti sporočajo pristojni, kaj lahko vsakdo od nas naredi v primeru takšnega neljubega dogodka? Pristojni pojasnjujejo, da je bil vzrok izredno močan naliv, zaradi katerega se je kanalizacijski sistem preobremenil. Namreč, kot smo izvedeli, je bil ta močan naliv predvsem oziroma samo na levem bregu, na desnem pa ga ni bilo. Prav tako ni prišlo do povečanja dotoka koroške strani, kar bi oboje dvignilo nivo Drave in pravzaprav tega izpusta ne bi niti videli. Pristojni, ki pa se ukvarjajo z okoljem, z naravo, z zaščito, poudarjajo in se zahvaljujejo, da so ljudje pozorni, ampak naj v takšnem primeru ljudje vedno pokličejo 112. To je prvi najpomembnejši korak. Namreč center za obveščanje potem aktivira pristojne službe, ki lahko gredo na teren, preverijo stanje, po potrebi odvzamejo vzorce in ukrepajo. Zato je smiselno tudi, da ljudje dogodek sfotografirajo in posnamejo, predvsem zato, da pomagajo pri prijavi in razjasnitvi. Se pravi, vedno je prvi korak 112, ni potrebno klicati ne Nigrada, ne policije, ne urada za okolje. 112 je tista prava številka. Hvala, Barbara. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je po prvem povolilnem krogu posvetovanj s predsedniki parlamentarnih strank, ki vodji poslanskih skupin, ugotovila, da nihče ne razpolaga s 46 glasovi, kolikor jih za izvolitev potrebuje mandatar za sestavo nove vlade. Predsednica pravi, da bo pogajanja nadaljevala. Mandatarja lahko v prvem krogu predlaga do 10. maja. Odhajajoči premier Robert Golob je po petkovi košarici demokratov sporočil, da Svoboda odhaja v opozicijo, kamor se odpravljajo tudi socialni demokrati in Levica. Prvak SDS Janez Janša trdi, da vlade trenutno ne sestavlja, je pa njegova stranka zahtevala sklic izredne seje parlamenta, na kateri bodo spreminjali zakon o vladi.
NSI vztraja, da bo podprla mandatarja, ki bo oblikoval desno-sredinsko vlado. Demokrati so naredili korak nazaj in jim napovedujejo, da bodo nadaljevali pogajanja z vsemi, ki jih jemljajo resno in upoštevajo program stranke. V stranki Resnica, kjer so si zagotovili položaj predsednika parlamenta, so potrdili, da povolilni pogovori potekajo na obeh stranih. Vodja poslancev Katja Kokot je dejala, da stranke desno sredine iščejo primernega mandatarja. Podrobnosti v Večeru in na večer.com. Mariborskim privržencem ženske odbojke se danes v dvorani Tabor obeta prava poslastica. Ob 18. uri se bo začela tretja finalna tekma za naslov državnih prvakinj med ekipama OTB Banke Branika in Calcita Kamnik. V dveh so bile Mariborčanke od Kamničank boljše s po 3-2. Če jih bodo uspele ugnati še tretjič, bodo osvojile 18. naslov državnih prvakinj in hkrati po pokalu še drugo domačo krono. Če bodo izgubile, se serija do 3 zmag nadaljuje v petek v Kamniku. Podrobnosti Zmago Gomzi na večer.com. To je bil Večer zjutraj 21. aprila 2026. Z vami sem bil Miha Dajšman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želim vam, da razumete, kako se vrti svet. Želim vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.